še enkrat bom začel. Dober dan, Jasna Tuta je z nami. Jaz sem vesel, da ste se odzvali, kljub temu, da ste zelo zasedeni. Precej potujete, a ne, in bi rekel, govorite o svojem življenju. Ja, no, in zdaj jaz sem, da vas čisto kratko predstavim tiste, ki me ne poznajo, a ne. Torej, Jasna Tuta je popotnica, jadralka, potapljačica, učiteljica, pisateljica, dobro, Himalajka ne morem reči, ampak v hribe pa hote, a ne. Ja, Himalajka gotovo, ne. Ja, no, ampak bi bilo mogoče zanimivo se spustiti z nič na 9000, ne. In to recimo v parih dneh, ne. Zdaj, jaz sem malo gledal tole vašo družino, pa moram priznati, da pravzaprav bi rekel, niste glih črna ovca, ne. Prej bi rekel v družini, prej bi rekel, da je, kakor sem poslušal te intervjuje vaše, pa bral, da je prej vaša sestra mogoče črna ovca, kakor pa vi, a ne. Ker namreč tako je, ne, ko sem malo gledal, oče je Igor Tuta, je radijski režiser pa publicist, a ne. Mama je Alenka Rebula Tuta. Se spomnim, pred 40 leti smo imeli skupni literarni večer v Kopru, v knjižnici, tako da poti se nisva videla, ampak no. Babica je Zora Tavčar iz Loke pri Zidanem Mostu, pisateljica, esejistka, učiteljica, prevajalka in tako naprej. Ded je Alojz Rebula. Alojz Rebula je bil zadnje leta tudi naš član, smo mu knjige pošiljali iz naše knjižnice, ko je bil pač, ne. Potem manj znana je vaša teta, ne, Marjanka Rebula, tudi neka tudi pisateljica, ne poznam, sem prebral sem na internetu. Brat je neki motivator, a ne, se ukvarja tudi z nekimi. Sestra Tanja je pa, kot sem rekel, v principu ena črna ovca, ko je bolj se usmerila v normalno življenje, ne, ali pa običajno, rečemo, ne. Niti ne, ona je fotografinja in je kreativna slaščičarka, si izmišlja nove recepte, tako da tudi ona po svoje je zelo kreativna. V redu. Ampak se piše. No, okej. No, to pa nisem zasledil, videl pa sem ja nekje, ne, slaščice na njeni strani na Facebooku, ja. Ampak dobro. Doma ste iz Cesljana pri Trstu, a ne? To pravite, to je najlepši konec Jadranskega morja. Zame ja. Zame je najlepši zaliv na svetu, ne v Jadranu, ampak vse povsod, jaz sem bila verjetno na najlepših zalivih, na najlepših otokih na svetu, ampak dom je še vedno dom, tako da meni je en poseben občutek, no, ko sem doma, tako da zame je res lepo v Cesljanu. In tudi vsi tisti, ki pridejo na obisk, ponavadi potrdijo, da je res lepo. No, saj, ja. To je v bistvu, pravzaprav sem razmišljal, to je pravzaprav tisto ta pravo slovensko morje, ne. Mi sicer zdaj pratamo slovensko morje Izolo pa Pirana, ne, ampak dejansko je bilo v Zmiri, je bilo slovensko morje, je bilo ta del, a ne. Seveda, če mi beremo naše pesnike in pisatelje, skozi zgodovino, so pisali o Križu, na Brežini, o Devinu, o Trstu tudi, ne, o Molu San Carlo in tako dalje, nihče ni pisal o Portorožu. Tako da, ja, tudi mi, ki živimo na oni strani meje, imamo to za slovensko obalo, ne, od Devina do Melja v bistvu. Ja, Rilke je bil navdušen, a ne, je pisal devinske elegije na to temo, a ne. Pa grad Miramara, ne, to pač gre, vsake toliko časa gremo pogledat, ne, kako je zdaj s tem gradom čudovitim. Dajte mi povedati, Čupa je tudi slovenska, dobro, vi imate tam pomorski klub, a ne, jadralni klub Čupa, ampak Čupa je v bistvu slovenski drvak, ne, v nekem smislu. Kakšna je značilnost?
Torej, Čupa je ime tega kluba, tudi neki pač je dobilo ime po tem prvem slovenskem plovilu in moram reči, da to je slovenski klub, ki deluje v Sesljanu, je edini slovenski jadralni klub v Sesljanu, ki bo praznoval letos 50-letnico, tako da smo že kar nekaj časa tam. Ime dobi potem Drevaku, ki je v bistvu je bilo plovilo, ki so ga rabili naši ribiči, ko so hodili na lov. Vse te naše vasi, o katerih sva govorila, se pravi Brežina, Križ, tudi Barkovlje, so bile ribiške vasi. V bistvu še vedno so nekatere, ampak takrat, recimo Križ je bila skozi zgodovino, so bili samo ribiške družine tam. Problem je bil, da niso imeli zalivov, niso imeli enega recimo zavarovanega kraja, kjer bi imeli čolne in zato so hodili ven s temi drevaki, ki so bili zelo ozki in dolgi, ki jih potem so lahko povlekli gor na plažo in jih v bistvu spravili v ene luknje, tako da so vsak večer mogli povleči gor ta plovila in potem iti peš. Zdaj, tisti, ki poznate malo to obalo, veste, da je zelo strma in da ne prideš z avtom do morja. Imaš ponavadi nekih 200-300 stopnic, da prideš do plaže, tako da je bilo res trdo življenje za te ribiče, ker so mogli dol spraviti plovilo na morje, iti loviti in ko so se vrnili, povleči spet gor in potem sem ulovom hoditi gor v Reber. Tako da je bilo težko življenje in potem, ko so končno, mislim, da je bilo okoli let 1940, 30-40 komaj naredili prve zalivčke, da so lahko imeli potem tudi kakšne jadrnice, ne? Je bila velika sprememba. Tako da, ja, Čupa je tudi zgodovinsko pomembno, ker priča, da smo bili Slovenci v bistvu tam že dosti let nazaj. No, to mi je všeč, ne, enkrat pred kratkim sem, ja vem, kakor pol leta nazaj sem srečal dva iz Trsta, ne, in sta tako ponosno povedala, da sta Slovenca iz Trsta, ne, sem rekel, ampak vas je malo, ja, pa smo še, ne, sta rekla, ne, tako da mi je to všeč, na ta slovenstvo, da se nekje ohranja. Ja, jaz moram reči, da za nas je zelo pomembna ta stvar, ne, mi se pač moramo boriti za to, da smo tam in da ne izginemo, tako da v Trstu je v mestu dejansko, smo zdaj manjšina, ampak če greš po Krasu, Sesljan mogoče že malo manj, ker je zelo nova vas, ampak vse vasi, recimo Križ, Brežina je ogromno Slovencev, tako če greš v trgovino, jaz vedno pravim ljudem, da je najprej pozdravi po slovensko, ker je zelo možno ti bo kdo odzdravil po slovensko in ne se matrati z angleščino. V redu, in vi ste se pravi začeli svojo pomorsko pot prav tukaj v tem jadralnem klubu in kako to? Glede na to, da ste imeli možnost, bi rekel, tako ene široke literarne, bi lahko se usmerili v kakšne bolj literarno-umetniške zadeve, ampak prav barka, ne, prav morje. Ne, jaz nisem noben literat in z tega zornega kota sem črnavca v družini, ker jaz nimam, jaz sem vedno rekla, ko sem bila še majhna, so mi govorili, da ko bom velika, bom gotovo pisateljica, kot vsi drugi v moji družini, jaz sem vedno jezno rekla, ne bom. In še vedno se nimam za pisateljico, jaz pač mečem na papir svoje aventure, ampak meni je vedno bolj mikalo recimo šport in tudi na fakulteti, ko sem mogla izbrati usmeritev, sem šla na šport, ker me je bolj vleklo tja. Imam pač ta talent, da lepo pišem in potem sem ga izkoristila, da se preživljam s tem, no, zdaj. Ampak nimam rada sedeti za računalnikom in tipkati, z razliko od mojega dedka, recimo, ki uživa v tem, da je pisal, ne. Jaz pišem tako, ker mi je všeč deliti te avanture, ampak bi raje narekovala komu, evo, to. No, saj pač. Po izobrazbi ste profesorica razrednega pouka, ne? Zakaj pa glih razredni pouk? Jaz imam zelo rada otroke in ko sem, s tem, da moram dodati to, ne, mi se zelo spreminjamo v življenju, tako da, ko sem jaz bila na srednji šoli, mene je zelo mikal ta svet poučevanja in sem šla potem na pedagoško fakulteto v Ljubljano. Sem zbrala razredni pouk, ker so tista leta, ko so otroci, res zlata leta pravimo, ne, razvoja, ko so otroci najbolj dovzetni za kakšne, ne lahko največ
ustvari z njimi, so še vedno zelo pristni in avtentični. Ampak da z njimi recimo tudi kaj kreirati, ne? Recimo v vrtcu se tega ne da, v otroškem vrtcu. In tako da sem res uživala v tem poklicu, dokler sem ga opravljala. Zdaj moram reči, da sem se precej spremenila. Po vseh teh letih potovanja se ne znajdem več med njimi, tako da zdaj ne poučujem več. Če grem včasih, me potrebujejo za kakšno nadomeščanje, grem rajši med starejše. Zdaj imam dosti rajši starejše otroke, ker se mi zdi, da s tem, kar sem doživela, lahko starejšim dam dosti več. Vidim, da, ko govorim, vidim, da me slišijo, da jim dam razmišljati. Ne, to, da sem tako se odločila za malo drugačen stil življenja, se mi zdi, da je lahko malo kot inspiracija ali pa navdih ali pa tudi tako, en izziv za starejše, bolj kot za recimo 7-8-letnike, ki ne razumejo še tega. Ja, Montessori, to sem pri Miši, sem zdaj poslušal ta intervju z Mišo Molk, ste rekli, da zelo se navdušujete na Montessori pedagogiko. Zakaj? Ja. Ona je točno to, tisto, kar je meni všeč. Ne to, da se bomo zdaj usedli in bomo pisali in se učili, ampak pusti otroka ven, pusti ga, da sam dela, da samo raziskuje. In samo je treba dati orodja, prava, in igre prave. In v bistvu, kaj mi je všeč pri njej, da ona se je izhajala z otroka, ne z tega, kaj mi hočemo dati otroku, ma z tega, kar otrok rabi. In otrok ima v sebi ogromno veselja do življenja in njen cilj prvi, glavni je bil ta, ne tega zatreti, kar naša šola dostikrat naredi. Ker jaz ne vem, že jaz težko sedim na kakšnem predavanju več kot 1 uro. 3 ure je že res muka. In mi od teh otrokov zahtevamo včasih, da sedijo 6 ur v razredu in poslušajo. In to je res ni naravno zanje. Medtem ko njen pristop je bil tak res zelo, poleg tega, da se ne sedi, ampak da se veliko kroži in se igra, ampak tudi to, da ne ti njemu nekaj razlagaš otroku, ampak da mu daš orodje, da on sam raziskuje in sam odkrije. In to je po mojem bistvo vzgoje. A je to kaj povezano z barko, ker tam na morju moraš tudi kar naprej nekaj improvizirati in biti vztrajen in raziskovati? Seveda, mislim, da je vse povezano. To moje, recimo, radovednost, želja po odkrivanju. Jaz tudi svoji spletni strani sem dala pod naslov neskončni, oziroma lov na zakladke se nikoli ne konča, Never Ending Treasure Hunt, ker je prav tako gledam na življenje, da moramo stalno iskati ene zaklade in se igrati. Jaz rada grem tako. Kaj pa, ko najdeš zaklad? Kaj se pa zgodi, ko najdeš zaklad? Potem greš na naslednjega. Aha, v redu, dobro. Ja, seveda, se kaj pa. Tako da, učili ste, se to mimogrede, učili ste v otočcu, se pravi na otoku, bomo rekli, potem ste šli spet na en otok, ki se imenuje Izola, skratka, vse je nekaj ena voda okrog. Ja, to nisem pomislil, ampak res, ja. Že z otoka na otok, ja. Z otoka na otok, ja, pa še blizu morja, Zdaj, seveda, ljudje pričakujejo, da so zdaj midva pogovarjala o tej vaši poti in te zadeve. Zdaj, seveda, jaz, ko sem literat, pa tudi vi imate te zadeve, sem pripravil eno pesem kot v bistvu eno vprašanje. In to je pesem Od Kaj je Tanakoviča Južni otok. Poznate? Ja, zdaj mi ne pride na misel, ampak gotovo sem že prebrala, ja. No, v glavnem gre takole, Južni otok je daleč v neznanem morju, je pika na obzorju, je lisa iz megle. Med cvitom in temo iz bele vode vzhaja in neizmerno traja, v hipu gre na dno. In morje od slasti je težko in pijano, in solz zatiska rano in slutna, da ga ni. Da so na temnem dnu samo zasute školjke in veje grenke oljke in zibanje mahu, a voda se odpre in močna zvezda vzide in nova ladja pride in Južni otok je. Me zanima, kako je zdaj to iskanje Južnega otoka?
Ja, ljudje se delimo na tiste, ki pač rečejo, ga ni in ostanejo doma. In tisti, ki hočejo pogledati, ne, če res je. Tako da to iskanje Južnega otoka bomo rekli, da je bolj, jaz ga bolj imenujem zasledovanje obzorja, ker greš vedno pogledati, kaj je tam zadaj, ne. In je lahko kakšen otok, je lahko novo obzorje, je lahko marsikaj, kakšna jadrnica, s katero boš navezal kakšno vez. Zame bistvo ni Južni otok, ampak zasledovanje tega otoka, iskanje. Torej ni cilj, ne, recimo moja pot čez Pacifik, ne, moj cilj ni bil priti na tisti otok, ker če bi bil to cilj, bi vzela letalo in bi bila tam v par urah, ne, 20 urah na mesto v enem mesecu. Cilj je bila pot. In isto mislim, če govorimo zdaj o tem, da iščemo Južni otok, je malo to, da nas nekaj vedno vleče v iskanje ene daljnega raja, bomo rekli, ampak predvsem tisti, ki plujemo po morju, za nas bomo rekli, da je še najbolj pomembna pot, dosti bolj kot cilj. To je nekaj ste pripovedoval, ne, to je pripovedovala, se pravi, to je tako, otrok išče zaklad, ne, in ga pač ta Montessori sistem ali pa vaše življenje, ne, je pač to, da pač ga poiščeš, ne, ali pa mu ga daš, ne, ampak to, da ga daš, pa zaprav ni glih dobra pot, ne. Ne, ko sem rekla, ne, je igra, ne, se igrati, ne glede na leta, ne, otroci je tako, jaz poznam ljudi, ki so, moj dedek recimo je bil tak, zame je bil on otrok do smrti, on je bil tako radoveden, ko sem se jaz vračala recimo iz mojih potovanj in sem ga šla obiskat, in jaz, ko sem mu govorila o teh otokih, ki on jih ni nikoli videl in sploh se jih ni, v bistvu sploh nikoli ni bral, on jih nič ne vedel o njih, ne. Ko sem mu jaz razlagala, on je tako žarel od radovednosti, bil poln vprašanj, ne, še govorim pač par mesecev pred smrtjo, ne. Njega je tako vse zanimalo in ko sem mu razlagala, ne vem, kaj se dogaja recimo s to Rainbow Warrior, ne vem, če poznate zgodbo na Novi Zelandiji, ne. Je skakal gor, je skočil gor, poslej je rekel, prvi duš, ne moram verjeti, da sploh tega nisem vedel, ne. In kako ga je, ne, in prav po otroško je bil radoveden, me je spraševal o teh otokih, o teh ljudeh, ne. Po drugi strani poznam ljudi, ki imajo 20 let in jih nič ne zanima, ne, tako da je biti otrok sploh nima nič po mojem z dejansko starostjo, ne, mi smo lahko otroci in najlepši ljudje, po mojem, so otroci do smrti, ker smo radovedni in iščemo, raziskujemo in se igramo. Zdaj, beg, ne, v nekem smislu je to vaše potovanje kot neka vrste beg, ne, mislim, vsako potovanje je neka vrste beg, ne, v bežanje, beg, ja, ne, v tem smislu, ne, pa me zanima v bistvu, dobro, pri čem pravzaprav človek beži? Jaz sem zdaj že toliko star, ne, da enostavno že ne bežim več ampak vseeno me zanima v bistvu, pri čem ste bežali? Če moram odgovoriti, recimo, ko sem prvič šla, je bil res, mislim, da je bil beg, oziroma je bilo to, da me je mikalo iti v raziskovanje. Mislim, da se popravim, ne jemljem beg v slabem smislu, a ne? Ne, saj pač pravim. vsi bežimo, vsi se iščemo, sploh v mladih letih, a ne, ampak moramo si priznati, ne, da včasih tudi beži pred nečem, ne. Ja, ne, seveda. Jaz sem takrat bežala od tega ambienta, ker sem se počutila utesnjeno in ker se mi zdelo, da ne morem, ne vem, da rabim eno svežino, kjer lahko razumem kakšne, v bistvu mogoče samo sebe malo boljše, kako si jaz želim živeti, in se mi je zdelo, da doma tega ne morem narediti. In se prav spomnim, da je bilo prvi teden, ko sem šla, najprej sem šla z nahrbtnikom na Tajsko.
In kako sem jaz z veseljem vstala in sem šla na zajtrk in sem si naročila ta super zajtrk, sem bila sama v tem kafiču in sem tako uživala in sem se prav vprašala, zakaj ne moram jaz enako doma, ne, se počutiti na enak način. In verjetno doma imamo res malo preveč vsega in ljudi in tudi sami si ustvarimo mogoče te filme, da ne moram določenih stvari narediti, medtem ko če sem nekje, kjer me nihče ne pozna, pa lahko, ne. Tako da zame je bil, ja, verjetno to vsakeč, ko grem na potovanje, je, ker rabim odmik od enega prostora, od enega situacije, kjer se počutim malo utesnjeno. In včasih je dovolj par ur. Jaz recimo, včasih je dovolj to, da ko se počutim tako, da vzamem jadrnico, grem ven, par ur na morje in je že v redu, ne. Torej, ja, zame je to odmik od prostora, kjer ne moreš zadihati. Ampak a ni barka malo utesnjena zadeva? Mislim, tako ne vem, koliko 20 kvadratnih metrov ali koliko je, ne, 200 gor ali pa več, ne, in enostavno vse skupaj se mi zdi, kot da je kar nekaj gneča nastane. No, sicer naj povem, ne, jaz sem imel 16 kvadratnih metrov garsonjero, tako da v mladih letih. Tako da vem, kako je to, ne. Garsonjera in jadrnica sploh niste primerljivi. Je zanimivo, ker me marsikdo vpraša to stvar, da če se ne počutim utesnjeno na jadrnici, in jaz se res nikoli nisem počutila utesnjeno, ker je dovolj, ko greš ven, jaz sem rekla, moj življenjski prostor ni 20 kvadratov, je neskončnost, je vse, kar je okrog mene. Včasih je, če si recimo, da je grdo vreme in si moraš biti noter en teden, recimo, tudi to se mi je že zgodilo, ne, takrat lahko postane, takrat moraš biti priden, da znaš dobiti svoj beg spet, ne, ali knjiga, ali filmi, ali nekaj ustvarjaš, ne, ali glasba. Sem imela recimo ukulele in sem se ure in ure vadila in tako. Ampak drugače, zame jadrnica, moj življenjski prostor ni 20 kvadratov, vse, kaj je okrog mene, v bistvu je neskončno, tako da jaz nisem res, dovolj, da grem ven in vidim to morje okrog sebe in občutek je neizmerne svobode, ni nikoli utesnjenosti. Se pravi, omejitev v glavi, a ne? Človek je svoboden, če najde svobodo v svoji glavi oziroma v sebi, ne? Seveda, ne, to prav gotovo. Ok, se pravi, koliko se spomnim, oziroma koliko sem bral, šli ste v Avstralijo, tam ste se učili angleškega jezika, a ne, ki ga prej niste znali, saj Italijani so znani potem, ja, da ne znajo jezikov, ne. Ja, pa jaz, da se tudi malo tako razložim, ne, mi v šoli nismo sploh imeli angleščine. Recimo, ne, mi smo imeli nemščino, tako da jaz sploh je res tudi, da Italijani so znali potem, da ne znajo jezikov, ne, ampak mi smo pač, v šoli so odločili, da mi pač ne bomo se učili angleščine, ker to bomo itak prej potem se naučili, tako da sploh nismo imeli v šoli in jaz sem prišla do 30. leta brez angleščine, kar se mi zdaj zdi neverjetno. Evo, zdaj je pa psiholog dvignil roko, da vidimo, kaj bo vprašal. Izvoli, Brane. Hvala, Dušan, ne me heca. Glede utesnjenosti, ne, da sem dal v asociacijo, da recimo tudi zaporniki, ne, eni pravijo, da če tudi tam na par kvadratmetrih pa v samici pa tako dalje, ne, da je njegova svoboda odvisna od njegove svobode duha in misli, ne, da tega mu pa ne more noben utesniti. Ne, tako da dejansko je nekaj na tem glede počutja človeka, ne. Ja, to je logoterapija, ne. V principu, ne. No, se pravi, v Avstralijo ste šli, ne, in ste tam potem tudi delali, se jezika učili, a ne? In potem, a si slišal? Ja. Ja, ok. No, in potem ste slučajno odkrili en oglas, ne, ki je pa popolnoma spremenil vaš svet, ne. Jaz tako vedno pravim, ne, če si želiš ene take spremembe, je treba samo imeti pogum narediti prvi korak. Potem stvari se začnejo dogajati, ne. Meni se je zgodilo recimo to, kar bom zdaj opisala, ampak bi se lahko zgodilo spet nekaj drugega ali nekaj tretjega, ki bi me peljalo na nove poti, ne, in bistvo je narediti prvi korak, ker če bi jaz ostala doma v svoji pač tisti utesnjeni vsakdanjosti, ki mi ni več pasala,
bi bila verjetno nesrečna. Ne? Dovolj je narediti prvi korak, ki je lahko tudi majhen in potem vesolje nam že pošlje potem stvari, ki se dogajajo. In potem je treba edino se prepustiti, ne? Zaupati in sprejeti te stvari, ki nam padejo na pot. Tako da meni se je zgodilo to, da sem pač videla ta oglas za posadko jadralno in sem šla in potem sem na Jadrnici spoznala tega fanta, Angleža, v katerega sem se potem zaljubila in sva potem jadrala skupaj 8 let. In v bistvu jaz sem že prej jadrala, ne, doma veliko let, ampak moram reči za to jadranje, ki ga mi izvajamo pri nas, to, da greš zjutraj pa tudi največ za 2-3 dni, ne, v Jadranu, to je ena stvar. Živeti na barki na Pacifiku je popolnoma drugo, tako da jaz sem mislila, da že vse vem o jadranju, ker sem bila že inštruktorica in vse, in ko sem prišla tja, sem videla, da moram začeti z nule. Od tega, da imajo tam tako bibavico, da si mogel točno izračunati, kje si, ko si sidral, ker je šlo 6 metrov gor ali dol, tako da si mogel točno vedeti, če boš imel, ne vem, čez 3 ure, če boš na suhem, ali če bo sidro popustilo, ker bi dal premalo verige, tako da res sem začela znova, ne. Tako da potem z Rikom sva skupaj jadrala po Avstraliji 1 leto. Jaz sem tam tudi predvsej delala, ker sem imela to delovno vizo in tam se res dobro da služiti v Avstraliji. In potem, ko sem videla, da bi rada tako naprej tako jadrala, mogoče tudi na daljše razdalje, se je on odločil, da je prodati svojo jadrnico, ker ni bila primerna, in potem so začela iskati eno novo in so malo potovala. Najprej so šla v Azijo, malo povsod, potem na koncu sva jo dobila v Mehiki. Tako da potem sva začela to novo pot v Mehiki na zahodni strani. Kaj verjamete v naključje ali usodo? Ne, jaz mislim, da si jo sami ustvarjamo. V bistvu, jaz mislim, da usoda so naše odločitve in če se ti dogajajo same lepe stvari, oziroma ali pa ne, če si nekje blokiran, ni to tvoja usoda, to so tvoje izbire. Tako da, naključja seveda so, ampak še vedno mislim, da je tle 90%, 95% je na nas. Aha, se pravi bolj usoda oziroma ne determinirana usoda, ampak bolj usoda nekih sosledij odločitev, ne? Ja, in druga stvar, ki mi je pomembna, ne, je to, da ko smo včasih smo na kakšnih velikih razpotih, če naj pustim službo, zamenjam službo, če naj se, ne vem, začnem poročim s to osebo ali ne, če naj se preselim in tako. Vsaj jaz sem imela ta strah, da se bom narobe odločila. In potem sem ugotovila, da ni narobnih odločitev, da pač ena pot te pelje nekam, druga te pelje nekam in da so vse v redu. In poleg tega, da potem imamo vedno možnost, imamo ogromno odločitev vsak dan na novo se odločamo. Tako da jaz mislim, da je usoda en skupek naših odločitev in da imamo ogromnokrat možnost spremeniti svojo usodo. No, to sem vas vprašal predvsem zaradi tega, ker na barki se moraš odločiti, a greš, bom rekel zdaj malo šofersko, a greš levo ali desno, ko bežiš pred nevihtami, ne. In seveda tam si pomagaš tudi s kakšnimi temi vremenskimi napovedmi, ampak vseeno se moraš pravzaprav odločiti, kam bo šel. Tako je, včasih tudi zgrešiš, ne? To je seveda, ampak jaz mislim, da jadranje, meni je zelo všeč kot šport, čeprav jaz ga zdaj nimam več kot šport, je del mojega življenja, moj stil življenja, ampak recimo za otroke in za mlade je zame po mojem čudovito vzgojno sredstvo tudi, ker imajo oni krmilo v roki in se oni odločajo, kaj narediti in kdaj obrniti. In tako dalje. Tudi ko pač do recimo 15. leta so otroci sami ponavadi na jadrnicah, in to, da on pri že 7 letih
ima eno prevozno sredstvo v rokah, ne, s katerim lahko on se tudi mora skrbeti zanj, ne, mora jadrnico pripraviti, mora dati v vodo, in mora znati obračati in če recimo se zgodi, da je proti vetru in jadra plapolajo in tako, ponavadi trenerji ne grejo tja in mu pomagajo, ne, mu lahko nakažejo, kaj treba narediti, ampak glavno je, da on sam razume, da če bo čakal, se ne bo nič spremenilo, da mora on sam nekaj narediti, da pride ven iz tiste zagate in to je po mojem super vzgojno sredstvo. Ja, to je bila tudi diploma, ne, vaša, ne, učenje otrok jadranja, nekaj takega je bilo naslova, ne. Ja, moram reči, da jaz sem v bistvu izhajala malo z italijanskega sistema, ker v Italiji so že pred leti se odločili, da nočejo te hitre usmeritve otroku v specializirane športe, ne? In tako so v bistvu prepovedali katerakoli tekmovanja za otroke do določenega leta, do 10. leta. In do tistega leta imaš lahko možnost samo se igrati, ne? V bistvu nimaš tekmovanja, ampak imaš srečanja, ker se lahko skupaj igraš, ne? In so razvili za vsak šport to metodo, ki se imenuje gioco sport, se pravi igra športa, kako se skozi igre otroci naučijo določenih športov, ne skozi hudih treningov. Meni to je bilo osebno zelo všeč, ne, čeprav moram reči, da sem naletela na marsikatero oviro med kolegi, ker tega, posebno tisti, ki so tekmovalni jadralci, ki gledajo samo na rezultat, ne razumejo tega, kako je to pomembno, da začneš na tak otroku prijazen način, ker mogoče pride rezultat malo bolj počasi, ampak to, da otrok ne zasovraži jadranja, da se ne joče, da ni prestrašen, to je po mojem bistvu, da ima rad šport, ne. Ja, mislim, da je v življenju preveč tekmovalnosti, a ne, to se tudi jaz spomnim glede iz mojega sina, mi smo tudi, ko smo ga hoteli vpisati, ne vem, v nogomet se posod bi mogli pogodbo podpisati, se posod bi mogli hoditi obvezne na treninge. Ja, to je, ne vem, zakaj moram tako, jaz imam to srečo, da sem živela oziroma živim z eno nogo na eni strani in z eno na drugi in torej imam tudi možnost primerjati določene sisteme, ne. In recimo šolstvo v Sloveniji ali pa v Italiji sploh ni primerljivo. Slovenija ima 100-krat boljše šolstvo, ne. Pač se vidi, da vlaga veliko v to, v Italiji je grozno, mislim, sploh kot primer imamo razrede, kjer kaplja voda, kjer se ruši streha, kjer sploh ni ogrevanje po zimi ponekod, kjer nimaš telovadnice in telovadiš v razredu in tako dalje, ne. Ampak po drugi strani, recimo v Sloveniji, meni je bolj všeč, ker v Sloveniji, kaj mi je prva stvar padla v oči, koliko res teh tekmovanje, vsake stvari se samo tekmuje iz slovenščine, iz matematike, vse se nekaj meri, tudi ta recimo karton, ne, športno vzgojni karton in tako dalje. Tega v Italiji sploh ni in lih tako imamo dobre športnike, ne. Vsako stvar se meri, vsako stvar se tekmuje in povsod moraš nekje biti dober, imaš in Cankarjevo priznanje in te značke in tako. In se mi zdi tako skoraj malo preveč, ne. In tako da jaz potem tudi pri jadranju sem videla to, da je vse samo za rezultat, zelo malo teh iger prav samo kot cilj, da se ima otrok vzljubi šport, ne. Tako da to je ena stvar, ki mislim, da je tako ena majhna kritika na slovenskem šolskem sistemu, da je malo preveč te tekmovalnosti. Včasih ste bili tudi kot jamarka, ne, tudi v hribe ste hodili, tako, mislim, pač malo skačeva. Sej, dragi moji, ne, tisti, ko pričakujejo, da se bomo pogovarjali o Polineziji in teh zadevah, tudi se bomo, ne, predvsem bom dal vam, da boste spraševali te zadeve, mislim, da to bolj vas zanima, ne. Skratka, ja, no, pa dejva, zdajle sem tule videl, ste kaj brali literaturo, recimo Roberta Dejana Frisbija? Možakar je živel na Polineziji, on je leta 1948 umrl, Američan, praktično vse življenje preživel na Polineziji in je tudi cel kup knjig napisal. Ne, nisem brala. Ne, okej, to je nič. Jaz se ga spomnim kot mlad, sem nekje eno kratko zgodbo prebral njegovo, ki se je glasovala Sex tabu et puka puka.
Govori pa o teh iniciacijah prehoda iz otroštva v odraslo dobo, ne, ker so bili na teh otokih, so bili otroci do enega obdobja, so bili nagi, potem pa, ko so prišli v odraslo dobo, so pa za iniciacijo, so jim pač dali obleko, so jih oblekli. To je bilo tam leta 1900 oziroma tam nekje 1940 iz tega obdobja zgodbe, a ne. Zdaj, pravite, zdaj glede na to, da ste tako zelo dinamična oseba, ne, gibanje, ampak na jadrnici ni pravzaprav dosti gibanja, ne? Tam je bolj statično življenje, ne? Ja, to moram reči, da mi je bilo najtežje mogoče na barki. To je tudi razlog, da sem se potem vrnila na kopno in da grem večkrat ven z jadrnico, tudi za več časa, ampak potem vedno rabim se vrniti na kopno prav zaradi tega, ker sem bila leta in leta in leta na barki, se mi je zdelo, da sem aktivna, ker dejansko stalno nekaj potuješ, nekaj delaš, ampak dejansko moje noge so otrpljene. Ker roke še delajo na jadrnici, ne, noge pa čisto nič. Ti sediš ali pa ležiš, nič drugega, ne. Včasih ti ostane za par sekund. Jaz sem bilo časi, da so bili, ne vem, tedni, ko sem, ne vem, v enem tednu, da sem naredila 100 metrov. Ne? In to se mi tudi zdaj poznam, malo imam težave s koleni in tako. Je dejansko zelo statično, tako da moraš biti potem zelo discipliniran, da delaš kakšno telovadbo, da ko imaš možnost greš plavati in tako. Zato po mojem jaz sem bila recimo 8 let non-stop, ne, na jadrnici in to mi je bilo potem malo preveč. Zdaj mi je fajn to, da grem malo tudi včasih hoditi v hribe, mogoče, da grem teč, da grem s kolesom in potem, da grem tudi z jadrnico, ne, ampak da ni samo, ker prav moje noge so me prosile, naj začnem se malo več, in meni je bilo težko narediti 100 metrov, ko sem se vrnila. Bi bilo dobro drugič, ko boste šli čez Atlantik, da vzamete s seboj kako osobno kolo. Ja. Ne, mislim, to so taki pogoji na jadrnici, to je problem, ne, da tebe tako premetava. To je kot, da si v enem pralnem stroju. Zadnja stvar, ki se ti da, je potem še telovaditi, ne, ker ti si fizično uničen. Ne delaš nič, sediš, ampak tebe te tako premetava, da se moraš držati. In torej si utrujen, čeprav dejansko se nisi nič naredil, ne. In zato telovadba, tisti, ki jo delajo, ne, se res, jaz sem potem začela delati, ker sem imela prav potem težave, me bolelo črevesje in vse, in sem začela delati malo počepe in tako, ampak to je bilo prav kot prvo težko sestaviti k tebu, kot drugo si se itak moraš držati z 2 rokami, ker če ne letiš v morje. No, ker bi si predstavljamo, ne, da gre človek na jadranje, ne, se pa tam sedi, vleče tisto jadro in se prepeva I'm sailing, ne, od Roda Stewarda, tako lepo in potem lepo glesiraš po morju in je vse lepo pred teboj, ne. Ja, včasih je tako, ampak pogosto ni. Ne. Ja, kaj pa, dobro, recimo, da pridete v eno hudo nevihto, ne, recimo, kaj se privežete ali kako v bistvu, ker recimo, ne vem, zdaj jaz imam v glavi imam Šterka, ne, ki je zgleda, da je padel z jadrnice, enkrat je pripovedoval, da ko je padel z jadrnice, je sreč, da je v zadnji imel en laks, ne, in se je s tistim laksom potem nekako nazaj na ladjo potegnil gor, da je nekako splezal, ampak zdaj v tej drugič mu pa zgleda ni uspelo, a ne. Ja, recimo, da ko hodiš po jadrnici, moraš si predstavljati, da si na robnega prepada. Ker ko ti padaš v morje, sredi oceana je zelo težko, da preživiš. Zato pač si ne moreš privoščiti, da boš padel v morje. Torej, moraš biti vedno zvezan. Zdaj, ena stvar je, če gre iz Lusijana do Izole, ne? Tam, čeprav tudi tam pravim, ni za podcenjevati, ne, ampak recimo, da tistih par kilometrov bom že preplavala, ne, ampak če si ti sredi oceana, ti res tam nimaš nobene šanse, torej moraš biti, če ni glih res mirno, si vedno privezan.
ko si zunaj, ko hodiš po jadrnici, si vedno privezan in vedno, recimo, ne vem, po noči predvsem, ampak tudi po dnevi, recimo, imela sem to pravilo, da če si sam zunaj, če recimo tisti drugi spi spodaj, ne smeš iti nikamor ven iz kokpita, ne smeš iti k jamboru, recimo. Moraš ga zbuditi in reči, gledaj, zdaj moram iti do tja in greš, narediš, se vrneš, aha, sem se vrnil in oni lahko greš spet spat, ne, ker je preveč nevarno. Da ti padeš v morje, tam sredi noči konc, ne, tako da res biti privezan in vedno delati stvari z glavo, ne, torej varnost na prvem mestu. Dve stvari mi zdaj hodita po glavi, to je pirati, morski pirati, ne, te so tudi Šterk je rekel, da je imel zmeri eno plastično brzostrelko v roki, tako pač, ki je bil zelo dober ponaredek, ne, da druga zadeva je, pa sem se spomnil na ta film Vse je izgubljeno od Redom Redfordom, ne, ko je v bistvu sredi noči butnil v en kontejner, ki je padel dole z ene ladje in se mu je začela ladja potapljati, ne. Kaj narediti v takih zadevah? Imate kakšne take izkušnje? Torej, to so dve ločeni vprašanji. Gremo najprej na pirate. Ja. Pri piratih najlažje je se izogibati območjem, kjer so pirati, ne. Pirati so dejansko problem, ampak ne povsod. Kje so najbolj pogosti? Tukaj dol v Somaliji oziroma dol, ne, na jugu Afrike. V bistvu Somalija, okoli Afrike, malo povsod, Filipini, nekaj malega tudi Indonezija. Zdaj imamo tudi različne vrste piratov, ne. Recimo na Karibih so tisti, ki bodo prišli na tvojo jadrnico, tudi oboroženi in hočejo in te okradli, ne. In pač ti jim daš vse, kar imaš, ostaneš v gatah, ampak ne, grejo. To je ena vrsta piratov. Medtem ko v Rdeče morje, Filipini, to je malo bolj hudo, ne, ker oni poberejo tebe. Oni vzamejo tebe in potem zahtevajo tvojih domačih denar. Tako da tisto, jaz se sprašujem, če jaz imam kraje na svetu, kot je recimo Pacifik, Južni Pacifik, kjer so vsi tako presrečni, ko te srečajo, domačini, da te napolnijo s sadjem in te vabljajo na večerje in tako, zakaj bi jaz rinila v države, kjer potem riskiram kakšne take nevšečnosti. Tako da mene sploh ne vleče v tiste kraje sveta, tiste cone in se izogibam. In dejansko tam po Rdečem morju zdaj zelo malo jadralcev gre tam mimo, ker je res nevarno. Tako da kaj narediti, če potem te okradejo, jaz sem videla tudi po zgodbah od ljudi, ne, nam se je tudi zgodilo, recimo, ne, jaz sem bila sama na jadrnici, sem slišala po noči, da je nekdo stopil na barko in sem bila sama in sem imela možnost iti tja in ne, riskirati, da se mi še kaj zgodi, ali pustiti me vzame. In sem pustila, da so vzeli in so mi vzeli ribiško palico, ki je bila edina stvar tam zanimiva in so šli, ne. Ampak zakaj za eno ceno eno ribiške palice riskirati svoje življenje ali pa, ne. Tako da jaz pri piratih jim daš vse, kar hočejo, jim daš ene cigarete zraven in eno flaško ruma, uživajte in to, ne. In se izogibati krajem, kjer je malo bolj nevarno. Medtem ko glede kontejnerjev je tako, to je največji strah, bom rekla, med jadralci. Ne, ker ti, ko sredi noči jadraš s hitrostjo, saj se tudi, če ne greš hitro, še vedno 15 km/h, bomo rekli, 20, to je še vedno hitro, ne, če se zaletiš v kontejner. To je približno 7 do 10 vozlov, ne? Ja, recimo 7 vozlov, ne, jaz govorim kilometrih, ker mislim, da tukaj večina ljudi, če rečem jaz se opravičujem, ko skačem, ne, sem rekel, pa to samo Angleži lahko toliko neumni, ne, da dajo hitrost za vozle, ne, oziroma, ne. En vozl je približno 2 kilometra, ne, tako. Ne, ja, v bistvu je tako, ne, ni prav tako. Vozil je 1 milja na uro, ne. Ja, no milja je pa približno, morska milja je pa 1800, ne. Ja, je pa ni povsod enako, ne, ki je po svetu, tako da je malo bolj, tako to vprašanje malo bolj kompleksno. V glavnem, ja, približno, bomo rekli, če greš hitro in se zaletiš v en kontejner, barka se potopi, skoraj gotovo, ne. Ampak dejansko jaz ne poznam nobenega, ki bi se mu to zgodilo in ne poznam niti nobenega, ki bi videl en kontejner. Tako da mislim, da je to zelo redko.
Jaz recimo poznam dosti več primerov ljudi, ki se jim potopila barka, ker so se zaleteli v kita. To je podobna situacija, ker kit spi pod površjem in ti tudi ga ne vidiš po noči, tudi pod dnevi ne, ker ni da ga stalno gledaš tja spredaj, ne, 7 ure. Tako da je lahko tudi tisto nevarno, ne. Tako da tudi tam, malo je sreča, dosti je sreča, no bomo rekli, ampak moram reči, da to so res taki primeri ekstremni, ki jaz osebno poznam na tisoče jadralcev in ne, če gledamo, koliko zgodb vsak pozna, od vseh tistih jih pozna. Sem slišala take in drugačne zgodbe, ampak da bi kdo se zaletel v kontejner, tega še nisem slišala. No, ker v tem filmu je bilo tako, ne, in potem se on rešuje in flika tisto barko in tako da. Dobro, sej zdaj vidim, gledam tamle na uro, bo čas, da midva se še lotiva malo, predno dam besedo ljudem, da se še malo lotiva Barkolane, a ne. Zdaj, tu imam enih par predstavnikov, ko so bili z vami na Barkolani, ampak predno me samo zanima, kako je delati s slepimi? Ja, je to podobno kot z otroci ali so malo boljši? Dosti boljši. Resno mislim. Jaz zdaj, ko razlagam ljudem o tej izkušnji, Barkolana je bila zadnja stvar in najmanj pomembna vsega tega projekta, ker smo šli na ta izlet, ne bomo rekli, je bilo sicer lepo, smo tudi uspešno zaključili, ampak kar smo naredili prej je bilo dosti bolj bistveno. Mene je predvsem to presenetilo, ne, jaz imam leta in leta izkušenj dela, ne samo z otroki, tudi z odraslimi. Kako je bilo recimo tem fantom, dovolj, da sem enkrat povedala kakšne stvari in so znali. Jaz včasih moram tedne ponavljati in 10-krat dajo narobe, ne vem, kakšen vrv na uvinči in tako. Isto recimo z tem jadranjem na deski. Jaz sem leta in leta učila in prve 2-3 dni vsi samo vlečejo gor jadran, padejo v vodo in vlečejo gor jadran, padejo v vodo. In kako so ti fanti šli prvič gor in jadrali gor in dol in sicer včasih tudi pade, ampak kakšna, mislim, ogromna razlika. In tudi na jadrnici sem videla taka koncentracija, ki jo ne premorejo tisti, ki vidijo. Res moram reči, da me je res presenetilo, kako super so se odrezali vsi. Zdaj, ne vem, dragi fanti, vi, ko ste bili tam, ko ste sodelovali v tem Let's Feel the Wind, to je bil en projekt, en evropski projekt, zdaj ne vem, kdo od vas bo povedal to. Boštjan? Kaj ni? V redu. Ja, naj pove kdo drugi, da ne bom samo jaz govorila. Sandi? Boštjan je tu. Aha, Boštjan. Sklopimo, ker mikrofon imamo. Ja, v redu. No, boš povedal ti okrog tega, a veš ti kakšne začetke, kako se je začel s tem projektom? Mislim, da okrog začetka, ko se je projekt začel, bo tam bolj jasno prvo, ker oni kot inštruktori so imeli že, mislim, da v maju, a v začetku junija, ko so tudi sami probali jadrati s temi zatemnjenimi očali. Tako da to bo jasno, kaj več na tem, ampak mi smo se pa v bistvu priključili v avgustu na okroglem, mogoče sliši malo smešno, ampak smo imeli prvi srečanje res na avgustu, ampak smo imeli tak team building, ker smo imeli športne igre in je bilo, da smo se spoznali malo. Ste jadrali pod suhem. Tako. Smo imeli razne športne igre, ampak je bilo zabavno, spoznali smo se tako, da je bilo res fajn. Bolj smo pa dejansko šli že v Sesljan, recimo v bistvu bolj natančno v Porto Piccolo, tako smo pač takrat imeli 5 dni, če se ne motim. Tu smo pa res vsak dan bili na morju, na jadrnici in je bilo res super. Moram tudi reči, da so teli inštruktori imeli kar veliko potrpljenja z nami. Tako da smo pač se res fajn imeli. Tako da bilo je pa res potrebno veliko koncentracije, kot je Jasna rekla, ker tako, zdaj, ko smo se malo med sabo pogovarjali, v bistvu oni, ko vidijo smer, vidijo to, tudi konec koncev po valovih, kako veter prihaja, mi smo to dejansko mogli vse začutiti, koliko se jadrnica nagne, pol poslušati jadro, ali ti zapla pola, da si prešel veter ali nisi. V bistvu dejansko vsako stvar, karkoli, vsak premik si mogel dejansko začutiti pod nogo, pod ritjo, kakor si sedel, tako da na nagibe, da si vedel, kdaj je prava smer, tako da je
smo bili kar zmatrani na koncu dneva tudi vsega tega. Ampak je bilo pa vredno tole probati in mislim reči, da se z veseljem, kar se mene tiče, bom šel še naprej. Super, no pa dajmo jasno, pa mogoče vi poveste, kako se je začela zadeva, odkot ideja in te zadeve. Ja, v bistvu ti moji sodelavci iz društva Fair Play, oni že veliko let to počnejo, ampak so imeli vedno, v bistvu niso imeli nobenih financiran sponzorjev, tako da, če narediš eno tako stvar, imaš, ne vem, 3-4 udeležence, je potem zato te udeležence kar drago, ne? In tako da so imeli res ponavadi samo par ljudi in niso imeli tudi vidljivosti, ki bi si jo zaslužili. In potem sem jaz pač lani imela to zamisel, da bi zaprosili za evropske fonde, da naredimo nekaj večjega in dejansko smo jih dobili. Tako smo potem naredili to stvar s ciljem, da je stvar ima en dolgoročni vpliv, ne? Zaradi tega je bil cilj, ja, narediti tečaj za slepe in slabovidne, ampak predvsem tečaj za inštruktorje, ki se naučijo delati, ne? Ker potem s tem ti v bistvu potem delaš naprej, ne? Da potem vsak od teh inštruktorjev lahko dela naprej take tečaje. In tako da mi smo začeli potem res maja, smo imeli en vikend samo za nas, da smo se naučili v bistvu, kaj sploh pomeni čim več v bistvu o tem svetu slepih, smo se naučili, kako se pač spremlja, in smo tudi probali, ne, zatemnjeni očali, hodili okrog po molih, pripravili jadrnico, šli jadrat, jedli kosilo večerjo, tako da smo malo imeli tako eno pogled v ta svet. In zdaj v bistvu projekt se ni še končal, mi smo končali z aktivnostmi, ampak zdaj moramo bomo pripravljali en priročnik za inštruktorje jadranja, za v bistvu delo s slepimi, ki bo išel v 3 jezikih, slovensko, angleško in italijansko. In tega ga bomo predstavili na eni okrogli mizi, ki bomo imeli mednarodni, ki bomo imeli preko Zooma 2. februarja in takrat bomo predstavili tudi pač te rezultate, kako je šlo in vse skupaj. Če govorimo o prihodnosti, ne, to je bil enoletno projekt, zdaj bomo videli, če se bo dalo se dobiti še kakšne druge sponzorje, ker, kot sem rekla, če ni kakšnih zunanjih financiranj, ne, potem je to kar draga zadeva, ne, tečaji jadranja so dragi, rabiš čolne, rabiš gorivo, rabiš jadrnice, rabiš ljudi, je kar draga zadeva potem za udeležence, ne. Tako da mogoče bomo probali dobiti še kakšne fonde, ampak ne vem, nič ne obljubim. Sandi? Ja. Sandi, daj pa ti povej, kako si se pa ti na barki počutil, kako si se gibal, oziroma kaj si počel? Ja, jaz kaj naj rečem, počutil sem se svobodenega, ne, tako da pač tudi sem bil pripravljen, če v vodo padem v vodo, pač sem pobral, ne, bom že splaval ven, ker je bilo okoli ljudi, ne, da me je spravili na čoln nazaj v bistvu. Meni je bilo tako, malo adrenalinsko, pač jaz sem rad tako, da sem rad malo izpostavljen tako adrenalina, kakorkoli, meni je bilo tako super, no, bom rekel, še posebej, če se kdaj kakšna barka malo bolj nagnila, tako da mi je bilo tako bolj všeč, a ne. Drugače gibal sem se pa, pravilo je, da ko po javnicah hodiš, se zmeraj držiš ene reči, a ne, da drugače te lahko hitro odvrže, a ne, lahko hitro na ven stran, v vodi, a ne, ampak si mogel pač tako narediti, tudi če si v vodo padel, pač si bil tam not, pa nazaj ven prišel, a ne. Tako da ni te bilo smelo biti strah, a ne, zato če te pa strah bilo, pa bolj, da ni šel gor. Ampak ti, ko si šel na ladjo gor, si jo najprej prehodil, verjetno, pa pregledal, pretipal, ne? Ja, tudi, ja, probal sem, ja, da sem okoli šel, tako da sem šel po 4 okoli. Pač zato, če si stavil, si lahko te relike en val rukne in te hiter, ali pa kakorkoli, pa smo jo tudi na kopnem pač prešlatali, ali pa smo jo tudi prvič, ko smo bili dol, smo jo na bok prevrnili, v bistvu, da je bila kakor, da se na morje, da je prevrnjen in kako jo pa je barko nazaj postaviti na vodo. A ne, smo se učili, da moraš tam kako se mu reče, stopiti gor, pa da ga obrneš, da jo nazaj postaviš, no, tako nekako. In je bilo super, no, tudi če se nam zgodi na morje, da se barka prevrne, da jo znaš nazaj gor postaviti.
pa tudi meni je bilo adrenalinsko jadranje, tako da ne, surfanje, no, tudi, tam si pa samo od sebe odvisen, a v surfal špade v vodo, tako da. Ja, poznamo, ja. Slavica, predno ti dam besede, le Mitjo bi še dal. Mitja, ti si bil tudi zraven, a ne? Mitja? No, okej. Je šel ven, kolikor se Je šel, ja, zgleda, ja. Okej, Slavica, no, izvoli. Lep pozdrav vsem. Jaz bom zdaj izhajala iz tega, jaz sem za revijo Rikus delala en prispevek, ki bo zdaj v decembrski številki izšel, o vsej tej zgodbi, ki smo jo zdaj dali čez, vse do pike na i Barkolane, no in sva Sandijem kar par ur presedela, tako rekoč, pa se pogovarjala in mi je res to tako doživeto, Sandi vse opisal, tako da res Sandi lep pozdrav, hvala še enkrat. No, skratka, zdaj imam pa, tako ko razmišljam, pa tudi res sem se takrat poglobila, ko sva se s Sandijem pogovarjala o tem, me zanimata dve stvari. Eno, a morajo imeti slepi več ravnotežja na barki, ker pač ne vidijo valov in vsega tega, kar je že Boštjan opisal. To je eno vprašanje. Drugo vprašanje pa je, zdaj na trdnih tleh si slepi veliko tudi z odbojem zvoka pomagamo. Kako pa je s tem na morju? To bi vprašala, gospod Jasno. Ja, to je zame vprašanje. Ja, za vas, ja. Torej, glede ravnotežja, po moje, da je prav isto, enako dobro ravnotežje za enega, ki vidi ali ne vidi. Mogoče ja, za tiste, ki vidijo, je malo lažje, ker mogoče vidiš en velik val, ki prihaja in veš, da se moraš pripraviti, ampak ravnotežje, da ne padeš, je prav enako. Kaj je bilo že drugo vprašanje? Za odboj zvoka. Ja, to bojo boljše drugi odgovorili, mislim. Ne vem, če Moje, ja, ne. No, kakšen Boštjan ali pa Sandi. Ali pa, Mitja, si že prišel nazaj? Ne, ni ga še, okej. Pa mogoče, ja. Bom jaz, ja, kar se tiče zvoka, zdaj bom tako rekel, zdaj, če je morje mirno, tako neki normalni veter, ni tak problem, ker se veliko sliši, kaj se okrog dogaja. Smo imeli pa recimo tam v sredo, primer v sredo, ko smo takrat še v Porto Piccolo jadrali, bilo pa veliko vetra in tudi jadrnica gre malo hitreje in je dejansko veliko šuma in je v bistvu takrat je pa potrebno pa zelo poslušati, zelo biti pozoren, ker je, vse sami vemo, če že veter piha, pa že hodiš po mestu, da se manj sliši. Tam pa še šum valov pride. Kot prometo, ne? Kot če je promet hrup. Tako, v bistvu. In tukaj se pa glih tako se pač sliši v bistvu veliko se lahko z vetrom tudi tega zvoka od okolice vzame stran, da se ne sliši. Tako da treba biti, če zaradi tega v bistvu pač koncentracija mora biti toliko boljša, da lahko ti vse tele stvari absorbiraš v sebe. Ni tako enostavno, ampak se pa da, no, se pa da. Pač s koncentracijo se da in sem pravi, tako kot sem že rekel, treba poslušati tako jadro, ali ti plapola, ali ti ne, da veš pač kaj reagirati. Konec koncev tudi valove, kako jih slišiš za sabo. V bistvu, ko se peni za jadrnico, to ti lahko veliko pove, kaj se dogaja. Ali si dobro v liniji, ali lepo pluješ, ali ti hitrost pada, tako da vse te zadeve moraš kar malo sprobati. Je pa tako, kot je tudi Jasna prej rekla, da sem malo na prejšnje vprašanje navežem. Ja, v bistvu videči imajo pač to prednost, da res vidi, recimo večji val, mi pa pač ga moraš takoj začutiti, ko prija pod jadrnico. In treba takrat kar dosti hitro reagirati, celo če je bolj razburkano morje. Vse tako, verjetno bo Jasna rekla, če tudi pri videčih, ampak mogoče mi takrat, če je malo bolj takrat, mogoče ni posmanj časa, ker je pač ga začutiš, ali ga ne moreš prevideti. Hitrejša reakcija, ne Boštjan? Ja. Pa verjetno moraš imeti nizko težišče, ko se premikaš po barki. Se pravi, da si na tla, kako proti bolj naprej usmerjen. Ja, stabilen moraš biti. Kako? Pa ni bilo toliko, ne vem, no, to zdaj odvisno od koliko se nagibaš, pa to moraš pač
dejansko tudi, ko hodiš po parki, moraš pač čutiti, kaj se dogaja pod nogami. Ja. A imajo dvometraši večje težave kot pa tisti pri 1,60 m? To pa bo jasno povedala. Jaz mislim, da imajo, no. Kaj če imajo? Dvometraši večje težave na barki kot pa tisti pri 1,60 m ali pa 70 m. Mislim, če so višino večji, a imaš zaradi tega večje težave, to me zanima. Po moje, da ja. Imajo. Po moje, da je, večji si, bolj si, mislim, težje je, ne. Recimo, ko moraš iti pod bum, ne, je za enega, ki je nizkega, dovolj da do glavo, ne. Za enega, ki ima 2 metra, je, dejansko ne poznam, ne vem, kako visokih je dravcev. Ja. Stabilen, če si manjši. Ja, je lažje, ja. Dobro. Naj povem, ne, na Barkolani ste bili 367 od koliko enih 1300, 1600 bark je bilo, ne? Bravo. 1650, tako jih je bilo. Jadrnic je bilo 1650, teh, ki so štartale, ampak več kot pol jih je omagalo na poti. Po tretji boji se je približno 800 jadrnic umaknilo, ker je bilo preveč vetra, tako da je, mislim, da je njih 900 jadrnic končalo. Ja, bravo, dobri ste bili. Dušan? Ja, Jože, izvoli. No, jaz bi sam še predno prepustim vprašanja, da boste tudi jasno vprašali še kaj, ne, tisto, kar sem jaz zamolčal. Bi prebral en moto, nekako bi rekel tudi moj življenjski moto, pa bo jasno ga mogoče malo pokomentirala. To je ta moto od Otona Župančiča, ne vem, če poznate. Predaj se vetrom, naj gre kamor hoče, naj srce se navriska in izjoče, vendar mornar, ko je najvišji dan, izmeri daljo in nebeško stran. Na morju se naučiš to, ne, tega, da je dosti lažje, da se prepustiš vetru, kot da se boriš z njim. Torej, če ti hočeš iti, ne vem, v Izolo in piha točno tam, piha jugo 40 vozlov, se lahko ves dan matraš, ali pa se pač odločiš, da se prepustiš in da greš v Gradež namesto v Izolo. Ravna kofeja, ne? Ja, tako. Zelo lepa je ta od Župančiča. Ja, okej. Zdaj pa začnite spraševati o Polineziji in potovanju. Evo, vam dam besedo, jaz se bom umaknil, edino to bom reguliral. Joža, evo, ti si prvi. Ja, mene pa nekaj zanima, Jasna tudi, dober dan, Joža Zupančič tukaj, ampak prej ste rekla, da ste tudi v jamah bila. Me pa zanima, jaz sem z Bohinjske Bele, a ste bila kdaj v tej Babi Zobski jami? Ne, nisem bila. Jaz sem hodila večinoma po kraških jamah tam pri nas. Sem bila v jamarskem klubu, ker smo bolj kot hodili gledati jame, smo iskali nove jame in kopali in odkrivali nove in jih izrisovali. Tako da se omejimo na naš Kras, Tržaške oziroma malo čez mejo, tako da ne, nisem nikoli bila tam. Ker tle Babi Zobska jama, baje, da je tukaj 70 metrov raziskane, več pa ne, kakor sem jaz dobil enkrat informacijo. Kaj zdaj kaj več, ampak za enkrat je tako. Sem se spomnil, zdaj tisti primer. Recimo, če na morja veter piha, recimo, kada bi tle ti hodil po ravnem, pa da bi dež pa veter pihal, ne? Tako je na morje v bistvu a je mirno, a je vetrovno, ne? Pa se pa lahko slepi tudi predstavljate, kako je na morje, če piha, da je težja orientacija, ne? Ali mirno morje. Tam, no, to sem jaz nekako, ko se tudi gibam v dežju, je težje pa se premikati kot slepa, ne? Kakor da je vse mirno, ne? Pa hrupno. To nekako je ena primerjava, no? Prej, ko smo govorili. Zdaj pa kar naprej. No, super. Še kdo kako vprašanje? Ja, jaz imam Latka tukaj, dober dan vsem. Izvoli. Mene pa dve stvari zanimajo, oziroma malo več. Najprej me zanima, rekli ste, važna je pot, z vami se to povsem strinjam. Kako se pa počutite, ko dosežete cilj? Potem me pa še zanima, kako urejate s prehrano, ker toliko časa biti na
jadrnici je tudi treba vsak dan kaj pojesti. Potem me pa še zanima, kako je z odločitvami, lahko kaj cincate ali ne smete? Pa hvala za odgovore. Ok, torej prvo vprašanje, kako se počutiš, ko prideš do cilja? Ja. Seveda je ponos prvo najbolj močno čustvo, ampak meni se je recimo zgodilo pri dolgih poteh, recimo ki je bila 32 dni, se mi je zgodilo celo, da se nisem hotela ustaviti. Mi je postalo tako lepo tam na morju, sem se tako navadila na ta ritem dnevov in noči in mi smo imeli pač na 6 ur sva se izmenjevala straže in tako, da sem imela pač 6 ur spala, 6 ur sem bila na straži, 6 ur spala, to en cel mesec. In potem, ko sem videla kopno in ko sem rekla, čakaj, zdaj moramo spet normalno življenje in mi je bilo skoraj žal, da sem prišla do cilja, no. To je kakšna taka potres lepa, kar je ne bi končala. To je prvo vprašanje. Drugo je bilo prehrana. Ja, prehrana je predvsem, kadar greš na kakšno dolgo pot, moraš precej razmišljati o tem, da mogoče boš, ne vem, 2 meseca, zato ker moraš predvideti vse, kar se lahko zgodi. In se lahko zgodi, recimo, da se tebi zlomi jambor in da ne boš jadral, ampak boš potem s tokom šel, ne? In da namesto, ne vem, enega meseca boš rabil 3 mesece, da prideš od Polinezije. Tako da moraš imeti 3 mesece hrane. In seveda, poleg tega, da kupiš ogromno suhih stvari in konzerv in tako dalje, je zelo važno, da si pametno preštudiraš vse sveže, ne? Torej, recimo, konkretno recimo v moji knjigi, če boste brali mojo knjigo, pišem, kako sem kupovala paradižnike vseh barv, ne? Od najbolj zelenih do rumenih, do oranžnih, do rdečih, ne? Tako da sem jih imela potem stalno, vsakih par dni sem imela nove rdeče paradižničke, ne? Tako moraš po mojem, da sem en teden se ukvarjala samo s tem nakupovanjem in spravljanjem in tako. Je predvsem sveža hrana je problem, je treba precej premisliti, kupovati stvari, ki recimo solata gre v 2 dneh, ne? Torej, važno je imeti recimo zelje, kakšne take stvari in se tudi naučiti tehnik, kako shraniti te stvari, da se ne pokvarijo, ne? Ker hladilniki na barki so majhni, ponavadi noter daš stvari, ki se res pokvarijo, sir in meso in tako da ni prostora za sadje in zelenjavo, tako tisto moraš kupiti kot prvo tako, da ni bilo še nikoli v hladilniku, da se ne pokvari prehitro. In potem so te razne tehnike, sem recimo vsak koren posebej zavijala v časopisni papir, vsako limono posebej v alufolijo, ne. Potem moraš malo študirati te tehnike in se jih naučiti. In tretje vprašanje ga nisem dobro slišala, bi prosila še enkrat. Tretje vprašanje pa bilo, pač, tako kot smo se že pogovarjali, življenje je polno odločitev. Mi lahko včasih, pa velikokrat to delamo, da odlagamo odločitev, bodisi na jutrišnji dan, kako je pa na barki, kakšna je sprememba oziroma kako se morate odločati. Ja, jaz sem svetovni prvak v odlašanju, ampak jadrnica je dobra telovadnica, ker tam včasih ne moraš izbrati, moraš odločiti in sploh ni toliko pomembno, kaj odločiš, da boš naredil, ampak da se za nekaj odločiš, ne. Ker včasih za rešiti isti problem lahko imaš 3 različne poti in so vse v redu. Ne se stvari, da tekaš malo sem, malo tja, ne, kot 2 avta, ki se srečata in potem se zaletita, ker se ne morate odločiti, kdo gre kam, ne. Ni važno, kdo gre levo, kdo gre desno, važno, da se odločiš, ne. In isto recimo tudi 2 jadrnici, ne, ko se srečujeta, ko se ti zdi, da mogoče se boš lahko zaletel, ne. Ni važno, kam greš, važno, da narediš eno spremembo v smeri in da jo narediš zelo, zelo očitno, ne, da je zelo jasno, zakaj si se odločil, da druga jadrnica ve, kaj si naredil, ne, da je sprememba in kakšna. In torej mislim, da je jadrnica dobra telovadnica tudi za to. Čeprav po drugi strani imaš malo več časa za odločanje, ne. Ne vem, recimo, ko vidiš eno jadrnico, imaš par minut za premisliti, kaj bi bilo najbolj pametno, ne. Ko sem se jaz po toliko letih vrnila, sem imela težave z vožnjo z avtom, recimo, ker nisem bila več navajena sekundno odločati.
ne, z avtom moraš imeti reflekse in odločiti v sekundi, oziroma reagirati, ne, in jaz sem postala tako počasna v tem, da se mi je zdelo, kakor da ne znam več hitro reagirati, ne. Tako da, ja, jadrnica, kadar pride kakšna panika, je res, da moraš hitro reagirati, ampak v veliki večini primerov imaš pa več časa in lahko premisliš in tako. Ampak ne moreš pa odlašati, ne, narava ti tega ne dovoli. Brane, izvoli. Hvala. Lep pozdrav, jaz sem pa bolj tako osebno vprašanje glede dinamike medosebnih odnosov, ne. Bila sva bila z fantom, koliko 8 let ste rekli, ne, sta plula skupaj in med dvema se dogajajo marsikatere zadeve, ko se bila teden in mesece skupaj samo vidva. Kakšna je to razlika med, če sta dva, ki se imata rada, fant in punca, da plujeta, ali pa da dva prijatelja skupaj plujeta? Recimo to, da so fant in punca ima verjetno svoje pluse, minus verjetno v tem, da konflikti, ki nujno prihajajo, so dekletu verjetno bolj boleče kot med dvema prijateljema, ne? To malo pokomentirali, to se je verjetno marsikaj dogajalo in se ni dogajalo. Jaz mislim, da kot prvo, na daljših plovbah je skoraj lažje, ker se sobivanje, ker se zelo malo vidiš, ker imaš ti dežurstva in dejansko, kadar ti si zbojeno ni spi in obratno. Tako da recimo na sidru si več skupaj, konkretno, in je takrat, če govorimo o sobivanju v majhnem prostoru, je skoraj težje. In mogoče je včasih, tako nisem nikoli pomislila na to, ampak mogoče je res skoraj lažje iti z enim prijateljem kot s partnerjem, ker ne vem, so dinamike malo bolj preproste mogoče, ne, nimaš ne vem kakšnih pričakovanj. Čeprav midva so se, kar se tiče jadranja, zelo v redu razumela, sva delala zelo dobro kot tim, sva res prijadrala skupaj 20.000 milj, tako da to moraš, jaz mislim, da glavna stvar je ta, poleg tega pa, da se razumeš in da si kako bomo rekli, da pustiš drugemu svoj prostor, ne, da si prizanesljiv, to je beseda, ki sem jo hotel iskala, da si prizanesljiv, zato ker smo vsi, ko smo tam na morju, smo vsi sitni malo, smo vsi malo tečni, malo utrujeni in torej se ne obešati mogoče na kakšne težave, na kakšne mogoče stionke, grdo reči ali kaj takega, ne, pustiti, da gre, ker razumeti, da smo vsi lahko malo tako na trnih. Kot druga stvar je važno, da si znamo tudi sami vzeti svoj prostor. Torej si zapreti v svoj svet, ki je lahko knjiga, ki je lahko razmišljanje, meditacija, je lahko en film, ne. Rabiš prostor zase, rabiš čas zase in je res pomembno, ne samo, da ga ti znaš najti, ampak tudi drugi, da razume to potrebo in da ti jo da, ne. In potem sobivanje ni noben problem, no. Ampak to je bistveno, da imaš tudi čas zase. To smislu, ja, zelo. Hvala lepa. Še ima kdo kako vprašanje? Mene zanima, no, da malo prebrodim, dokler se nekdo ne spomni. Mene recimo zanima, kako človek, jaz vam težko gledam v prazno, a ne? Da bi sedel nekje na obali, metal kamenčke, pil kavico ali pa kakšne, recimo, če smo eksotični, kokost pil, ne, te zadeve. Nekaj časa ja, ampak ne pa, ne vem, 9 let pa bi težko to počel. Jasna. Kako ste to preživela, v bistvu to brezdelje, ne, ki ga imajo na teh južnih otokih, ljudje imajo verjetno kar precej lagodno življenje, ne, v primerjavi z nami? Sem se ga učila. Sem šla tja v šolo brezdelja. Ne, zdaj se malo hecam, ampak dejansko oni so dobri v tem, da nimajo teh problemov, ne, da se ne počutijo neugodno, če gledajo ure in ure morje, mečejo kamenčke v vodo. In mislim, da je to nekaj dobrega. Jaz tudi nisem bila sposobna tega, ko sem sedela
na plaži in gledala morje, sem se počutila krivo, sem razmišljala o vseh stvarih, ki bi mogla narediti, ne? Na jadrnici treba to in to narediti in imam en rok za en članek jutri in bi itak mogla to in bi mogla plavati malo, se razgibati, ne? Kaj vsega bi mogla delati, ne? In potem sem počasi sem se od njih učila, da sem prišla do tega, da sem gledala tudi ure in ure morje in se nisem počutila krivo ali pa razmišljala, kaj bi mogla delati v tem času. Je pa res, da oni po mojem, potem ko sem bila dosti let tam, sem prav videla po mojem je prav ena genetska razlika med ljudmi, ki živijo v teh krajih, kjer je okolje tako, da jim ne bo nikoli zmanjkalo hrane. Oni ne bo nikoli umirali od lakote, ker imajo sadje, ki na drevesih skozi celo leto, imajo ribe v morju, ki jih zlahka ulovijo celo leto. Torej, tudi če recimo nimajo polno denarja, še vedno ne bojo lačni, ne? In mislim, da je ta stvar, mogoče ne vem, če je stvar kulture, ali res generacije in generacije tega, da mi imamo v sebi eno potrebo, ki je po mojem oni nimajo, in sicer potem, da tudi se počutimo kreativne, da nekaj naredimo, da delamo, ampak ne delamo zato, da služimo, ampak prav občutek, ne, da nekaj delaš, da si kreativen. In meni je to začelo potem malo težiti, ko sem bila leta in leta tam, čeprav sem nekaj delala, ne, sem pisala precej in tako, ampak sem videla, da to je ena stvar, ena zelo velika razlika. In mogoče je res genetska, zato ker pri nas, če ti ne delaš, potem pride zima in umreš od lakote, ker nisi dal nič v kraju, ne. Ampak mogoče tudi stvar kulture, ne vem. Dejstvo je, da je bilo to glavni razlog, da sem se potem vrnila, da sem potrebovala se počutiti kreativno in nekaj ustvariti. In ko sem se vrnila, sem začela s temi raznimi projekti, ta recimo Lec je eden od teh, ampak imam še veliko drugih in mi dajejo energijo, me polnijo, ne. Tako da sem se naučila od njih, ja, tega, da sem sposobna tudi ne delati nič, včasih, ampak še vedno čutim to potrebo, ki jo imamo mi, ki oni nimajo, ne, da ustvarjam. Gospa Jasna, mene pa še nekaj zanima. Kakšna sporočila vam je dalo morje, kaj bi nam predali? To bi lahko, sem hotela reči, bi lahko napisala knjigo, ampak sem jo. Katero? Moj svet sredi oceana ali o Polineziji? Ali kaj že ona, še ena je, Lec... Get real, get gone. Ja. Ja, ne, tista je bolj priročnik, ne. Ta o oceanu, predvsem je knjiga o vseh lekcijah, ne, vseh naukih, ki sem dobila na morju. Ogromno bi lahko povedala, če moram zbrati eno, je to, da sem se naučila sprejeti tisto, kar pride. Sprejeti realnost taka, kot je, ker ne moreš narediti nič. Če piha, je piha preveč, ne moreš vetra umiriti, če ne piha nič, ga ne moreš ustvariti. Lahko trpiš, ker bi hotel več vetra ali manj vetra, lahko pa se naučiš sprejemati, kar je. In to je najlažja pot v bistvu za dobro počutje, ne. In to je bila en nauk, ki sem ga potem prenesla malo na vsa področja, bomo rekli, ne. Sprejemati ne samo, kar pride iz zunanjosti, ampak tudi iz notranjosti, ne, čustva recimo. Se ne boriti proti nekaterim čustvom, ker nam niso všeč, ne, recimo žalost. Jaz mogoče nekoč sem se upirala, ne, temu. Zdaj sprejmem z odprtimi rokami katerokoli čustvo pride na plan in če je pač en dan sem žalostna, rečem, ok, danes je dan za žalost in bom ves dan žalostna in vem, da je dan za čokolado in za filme in za solze in tako je. In potem v bistvu si malo omiliš, ne, bolečine, ker če temu žalosti dodaš še jezo, da ti nočeš biti žalosten, si je še težje, ne. Uživati tudi v nevihtah, ne. Jaz sem potem začela uživati tudi v strahu. Sem bila v nevihtah in sem se drla v veter in sem uživala to čustvo strahu. Torej, ja, sprejemati vse, kar pride in se ne upirati, ampak se prepustiti. Tako je. Jaz sem tisto, ko ste prej govorili, ne.
da je dovolj hranjen tak naprej, ne? In kot lahko človek plenarje narekovaj, oziroma kakšne tempo življenja, ne? Enkrat bral, da je to odvisno od tega, koliko primerjava, koliko ur na dan v različnih koncih sveta človek potrebuje za preživetje. Recimo pri nas 8 ur šihta, določeno število ur delo doma in tako dalje. V teh južnih potokih ne je pa ura pa pol do 2 uri na dan potrebuje dela, da preživi. In to je ta bistvena razlika. Tam si podaljšuje, nabere sadje in preživi. Ni vedno bo, ne vem, kaj se delati. Ja, meni je bilo zanimivo to, recimo, en fant, ki sem ga spoznala tam v Polineziji, on je živel v enem zalivčku, kjer on je imel tam svojo kočo in sploh ni bilo na interneta, niti telefonske povezave, on je tam pač živel, šel lovit ribe, ko je bil lačen, imel svoje sadje in tako dalje. On je imel ogromno palm in mi je enkrat razlagal, da en dan sem ga videla decembra, je nabiral te kokose, jih je sušil in mi je potem razlagal, da če pošlješ za vsako vrečo teh kokosovih orehov, ki jih pošlješ na Tahiti, ti dajo, mislim, da ni 60 evrov. In to je bilo prvič, ki sem ga videla, da je delal takrat in je rekel, ja, da je hotel, da pač dela, zato ker bi rad poslal hčerki nekaj denarja za Božič in je 2-3 dni delal, napolnil 4 vreče in potem konc. Potem spet ni delal do naslednjega decembra ali pa do nekega rojstnega dne. On bi lahko mirno, recimo, služil 200 evrov na dan, ampak mu ni bilo do tega. In s tem, da je imel mogoče 2 para kratkih hlač, 3 para kratkih rokavov, tako ni imel te potrebe po delu, čeprav bi lahko si mogoče kdo ve kaj več privoščil, on recimo sploh ni imel, je hodil peš v sosednjo vas, ko je mogel kupiti riž ali leč ali kaj takega, in bi lahko precej bolj delal, da bi si kupil, ne vem, en čoln. Ni. Tako da je res, da rabijo manj, ampak je tudi odločitev, da bojo delali manj, ker se mi zdi, da ne rabijo. Tam sem se srečala ogromno ljudi, ki nimajo nič in ki so prepričani, da jim nič ne manjka. Super. Jaz sem razmišljal, da bi bila mogoče fajn bilo v naslednjem življenju, da bi sadil korale. A korale same rastejo? Ja, ampak je tudi poklic, ne? A ja? Ja, lepo, ja. Meni se zdi pa to super, da ne uničujejo naravo, mi pa da se grebamo in ne znamo nič. Ja. Zato, ker hočemo skozi več. Ja, No, evo. oni pa samo to, kolikor rabijo. To se pravi, bomo končali počasi, zdaj, če ni več nobenega vprašanja. Jaz, predno bom končal, imam eno prošnjo, tukaj iz z Narodno galerijo bomo zdaj v naslednjem letu pridno sodelovali pri prilagajanju razstav. Včeraj smo imeli sestanek in bomo zdaj najprej bomo začeli pri Mateju Strnenu, ki se odpira naslednji teden, tako da 1. decembra, tako da toplo vabljeni, da bi prišli tja. K njim je tudi možnost, da se bi kjer od slepih zaposlil, pa še neko pomožno delo, tako da dajte razmisliti. In bo pa vse seveda tudi na naši strani, tako da dajte to razmišljati, kaj pa kako bi se lahko mi sodelovali oziroma vi sodelovali, pa povejte še drugmo z Narodno galerijo. Ja, za konc bi pa samo še tole rekel, da za življenje na morju verjetno moraš biti nekaj posebnega. Tako da jaz se zahvaljujem naši posebni gostje, moram priznati, da sem užival pri tej kavici, ko že dolgo ne, predvsem zaradi gosta in pa seveda tudi vas, dragi moji prijatelji, da ste prišli, tako da vidimo se naslednji teden. Zdaj sem že pozabil, kaj ima Nika na sporedu, ampak se ni važno, vse boste dobili mail. Hvala vam še enkrat. Pa ne veš, kaj bo? Ne vem, bi mogel pogledati, ne vem. Video, no. Vse bo še drug teden. Skratka, gospa Jasna, jaz sem zelo vesel, da sva se spoznala. Upam, da se vidva tudi kdaj v živo. Pozdravite mamo. Skratka, no in
Vse skupaj, lepo se imejte, pa se vidimo naslednji teden. Enako lep pozdrav vsem. Jasna, lepo se Čau, imejte. maham. Jasna, nasvidenje. Jasna, še lahko samo eno kratko vprašanje. Ja, Jasna, tudi ta, ne? Jaz pa poznam tudi z dvema T-U-T-T-A, je to kaj povezave ali ni? ne, Okay. Jasna, češ meni iskala, me v Izol najdeš. prav, bom se javlja. Tam v morju, v parkitih. Prav, te bom gledala. Okay. Ajde, majte se. Adijo. Adijo.